Živijo. No, pa sem pomislil, da mogoče čas, da ponovno posnamem nov video. In sem razmišljal, o čem bi lahko govoril. In to je razlog, zakaj včasih odlašujem z snemanjem novega videa, ker pač ne vem točno, kaj bi bilo vam koristno, kaj bi radi slišali. Vprašanja prihajajo bolj po malem. Pa tudi te stvari, ki sem jih že omenil v prejšnjih videih, nekaterim zelo koristi, za nekatere pa je že malo, postaje že malo težko, pa saj to seveda ni taka lahka tema, kar tudi nimam namena predstaviti bude v učilniku nekaj, da se da kar zlahka razumeti, da je tako, zelo očitno. To treba se kar precej poglabljati v to. Tako da bi jaz rad, da rade volje to učim, poskušam pojasniti z neko ravnotežjostjo med prvinskostjo bodega učenja, da je čim bolj avtentično, pa tudi, da ne zakompliciram zadeve, da povem težko stvar na čim bolj jasen način, kar je seveda zelo, zelo težko. Tako da bi pa zelo pomagalo, da slišim tudi vprašanja od vas, vprašanja o stvareh, o katerih sem že govoril, pa vam niso bile jasne. Kakšne nove vprašanja, da ste slišali druga učenja, pa bi radi, da se kakšne stvari razjasnijo. Pa tudi vprašanje, glede vašega dojemanja, filozofije, način življenja, način razmišljanja, kakšno vprašanje prihaja vam v vaši glavi, in kaj vas povzroča ta dvom, ta neprijetnost. In z veseljem odgovorim. Mislim, da bo potem lahko tudi pogovor veliko bolj zanimiv, seveda, pa mogoče malo, pa tudi, da boste vi lahko bolj, za vas bolj zanimivo, da boste se tudi lahko istovestili s vprašanjem in s stvarmi, ki jih poskušam povedati. Tako da zdaj danes nimam nobene teme, ampak kljub temu mogoče bi pa jaz kar govoril o nekem bolj osnovnem nivoju vsakega doživljanja. Torej, bi rad govoril o doživljanju in o zavesti. Torej, ni doživljanja brez zavesti. In mogoče bi bilo dobro tudi se vprašati, kaj je zavest, kaj je doživljanje. Ker dva posnetka nazaj sem govoril, če se ne motim, o veri. In ko sem govoril o veri, je bilo rečeno, da vera je vedno, se ljudje ubadajo z nekim stvarjo, verjeti v to ali ne verjeti v to, in potem vedno dvom, ali to verjamemo pravo zadevo, ali pa celo, da je to je resnica, ta moja vera, vse ostale so napačne in so nižjega razumevanja ali slabšega razumevanja, in te začnemo meriti zadeve in se lahko zaidemo v kakšne debate in argumente in celo seveda vojne. Torej, to je običajno na svetu, da se ljudje predvsem ubadajo s stvarjo, v katero verjamejo, se ne vprašajo pa dovolj, kaj sploh narava vere. Kako sploh pride do vere. Zakaj ves čas v nekaj moramo verjeti. Ker je nemogoče, da bi v nekaj verjeli. Torej, kakor sem takrat omenil, mi lahko verjamemo ne samo v vero ali ideologije, filozofije, ampak tole, da verjamemo, kaj nam prinaša srečo, da verjamemo, kaj smo, da verjamemo, kaj je naš smisel življenja. Vse to je tudi vera. Torej, zaradi tega se pa precej praskamo, ker je, tu so veliko možnosti, v kaj se lahko verjame, in vedno smo bolj nagnjeni v tisto zadevo, ki je nam bolj prijetna in paše, in se izogibamo stvarmi, ki so mogoče nam neprijetne.
Tako da vera je še zmeraj pod vplivom naših odločitev in naših domnev, predpostavk. In seveda, te naše domneve in predpostavke, kdo zato pravi, da so zdaj čiste in jasne in pravilne. Buda je opozarjal, da vse naše poglede, predpostavke so pod vplivom nevednosti, zamegleno, ne vemo. Če bi vedeli, ne bi imeli dvomov. Tako da, zdaj res vprašanje, kdo sem zdaj jaz, da lahko ocenjujem, v kaj se dobro oprijemljati in v kaj ne. Pri Budovem učenju pa ne gre tako, da se bi zdaj nekaj oprijemljevali nekega specifične ideje in začeli nekaj analizirati ali potem celo zagovarjati, da bi zdaj dal tukaj spisek argumentov, to, to treba vse verjeti. Če ne verjameš, potem greš v pekel ali pa si izgubljen. Tega ni, da je pa pomembno, da se uči te stvari, ki si jih lahko človek prepozna. Ampak tudi ni neka stvar, da bi kar z logiko povezovali. Ker problem z logiko je spet, ima samo neke elemente pred seboj. In vsaka stvar, imaš lahko ena stvar pa druga stvar, sta se ločena. In mi potem z logiko povezujemo skupaj, ker je vedno neka luknja med dvema stvarmi. In mi potem začnemo dojemati stvari, mi pravzaprav polnimo to luknjo, to nejasnost tudi svojo domnevo. Kljub temu, da pravimo znanost, logika, matematika, marsikaj vmes v resničnem življenju je pokrito tudi s tem, kako iz našega stališča, z naših pogledov, našega stanja, in mi potem to stanje seveda spet zamegljeno z nevednostjo, tako da lahko so veliko stvari še zmeraj obarvane. Tako da, zdaj pa kaj zdaj, kako zdaj spoznavati stvari, Ja, tako da namesto, da bi samo v neki, kakor sem rekel, verjeli v neko stvar, se vprašamo pravzaprav, kaj je zdaj struktura vere. Ampak še bolj osnovni pojem kot vera je pravzaprav doživljanje. Ko mi gledamo televizor, ko mi poslušamo glasbo, ko se pogovarjamo z drugim, ko jemo hrano, ko gremo na sprehod, ko se igramo s svojim kužkom in tako naprej, kaj imajo za vse te stvari skupnega. Doživljanje, Vse te stvari doživljamo. Pa tudi to, ko smo srečni, ko smo žalostni, ko smo ljubosumni, ko smo v dvomu, ko smo pretresani, ko smo v depresiji. Spet, kaj imajo vse te stvari skupaj? Kaj imajo vse te stvari skupaj, je to doživljanje. Ker ni bilo v teh stvareh, če ni bilo doživljanja. Tako da, če hočemo mi spoznavati splošno naravo eksistence, treba pogledati, najti to točko, oziroma točko, ampak to polje, v katero so povezane vse stvari. Če jaz začnem analizirati neko specifično stvar, pa se poglabljati v to, ne bom videl ravno splošne narave. Na primer, lahko analiziram zgradbo Koče, te lesene lope, pa ne bom pa zdaj analiziral še, učenje angleškega jezika. So čisto drugačnega pomena. Ne moram jaz zdaj vedeti vso zgradbo, kako se zgradi to lopo, da bom potem pa kar takoj razumel, kako je angleški jezik strukturiran. Obe se strukturi, ampak ne bo me za znanje, gradbeniško znanje pomagalo pri razumevanju jezika. Torej gre zelo za specifično zadevo. In tudi ljudje, ki se ukvarjajo s filozofijami in reševanjem problemov, se preveč osredotočijo na specifično zadevo, torej izolirano od drugih stvari. Pri Budovem učenju pa ta izoliranost je prepovedana. Ker mi hočemo spoznati splošno naravo, ker kje mi trpimo, kje mi čutimo neprijetnost. Ko čutimo neko neprijetnost, jezo, žalost,
ne bom rekel, da je samo neka specifična zadeva, ampak je predvsej zelo v zadju, zelo univerzalna. Če smo mi jezni, kamorkoli gremo, karkoli mi beremo ali delujemo, smo pod vplivom tega močnega trpljenja. To je pomen celotnost, zavzame celotnost. In tudi eksistenca je celotnost. Torej, treba tudi potem raziskovati kot celoto. Tako da, tega pa tudi pravimo, ko mi prakticiramo meditacijo, se reče zbranost in ne koncentracija, ker koncentracija dela prav to napako, ko se fiksira na točko in izolira druge stvari stran. Zbranost pa je zbere skupaj. Torej, bolj ki je razvita zbranost, bolj ali srce postane enoten, bolj se prepozna ta splošna narava doživljanja. Tako da tukaj tudi potem pridejo noter, kot smo že govorili v drugem posnetku, ta pozornost ali sati, in smo govorili o spominjanju. Torej, spominjanje je res tisto, ki odpira širšo polje. Tako da vidite, kako te faktorje, ki smo jih že omenjali, kot je pozornost, zbranost, pomaga pri unifikaciji ali osnovanju tega srca, tega doživljanja. In potem, ko je tole zelo dobro osnovano, oziroma smo, kako ćemo reči, tu lahko bolj držimo to polje, ki pravimo srce ali se ne dovolimo takoj, da se ujamemo neko čutnost, v neko distrakcijo, ki potem zruši to polje, gremo hitro v neko specifičnost, pa izgubimo osnovno perspektivo. Tako da se treba naučiti, kako se zadržati teh specifičnih stvari, kako da se hitro ne ujamemo, pa prehitro popraskamo na te čutne objekte, in ostanemo v tem osnovnem nivoju uma, jo vzgajamo, jo zadržujemo, jo gojimo skozi vsakdanje življenje. Je zelo pomembno. Tako da ta praksa ni kot nek hobi, da smo pozorni lahko samo za nek trenuten čas, ampak je zadeva, ki jo moramo ves čas imeti prisotno, vedno čas jo gojimo, da ostane ta jasnost uma oziroma ta pozornost ves čas v vsakem našemu dejanju. Zato tudi pride vrlina noter, ker smo tudi že velikokrat omenjali, zakaj vrlina. Zato, da se pazimo, da takoj ne skočimo v neke zadeve samo zato, ker nam nekaj zapaše, ali to, da izhajamo iz kakšnega sovraštva, odpora, ali pa iz kakšnega čutnosti, ali kakšne take in drugačne treparije, neumnosti. Tako da to je vse pomembno. In tu smo že velikokrat govorili, vse to znotraj 8 člene poti, torej, ki je vsa etika, zbranost in vsa ta jasnost in razumevanje vključena noter. Ko je to zelo na splošno osnovan, lahko potem začnemo govoriti v zavesti. Če govorimo v zavesti prehitro, potem ljudje poskušajo razumeti zavest kot neka stvar, ki jo lahko dajo pred seboj, in jo začnejo potem analizirati, razglabljati, veliko študirati, branje in potem logično povezovati stvari. Samo to ne bo nikoli, na tak način ne bomo nikoli razumeli zavest. Zato, ker mi, ko razmišljamo o zavesti, pravzaprav mi smo bolj pozorni na nek mentalni objekt. Razmišljamo o nečem. In ta stvar, ni stvar, ki bi videli z očmi ali okušali z jezikom ali poslušali, ampak je to mentalni objekt, ko se pogovarjamo o zavesti. In mentalni objekt
je neka podoba, neka slika, ki smo jo mi ustvarili, ampak ta mentalni objekt ni zavest. Ni ista zadeva. Zavest je nekaj, mentalni objekt je nekaj. Isto, ko govorimo, ne, če jaz vidim to tako šalico, ki imam pred seboj, to lahko vidim, tu je zdaj očesni objekt, ko pa ne vidim, je pa mentalni objekt. Mentalni objekt ni ni ista zadeva kot vidni objekt. Sta dva različna pojma, dve različni stvari, prihajata iz dveh različnih čutov. Enako kot za zavest. Zato moramo biti previdni, da mi zavest ne damo pred seboj in analiziramo. Zakaj ne? Ker zavest ni nikoli objekt. In to je zdaj problem, zakaj znanost ne bo nikoli razrešila tega vprašanja zavesti. Sem bil kar presenečen enkrat, da sem prebral nekje, da je znanost odkrila, da znanost ne more ravno raziskovati zavesti. Torej se še zmeraj daje neko pohvalo, znanost je odkrila, da ne znajo, da je nemogoče na znanstveni način, na tak abstraktni način raziskovati zavesti. Dolgo jim trajajo, ker to je že Buda govoril že 2600 let nazaj. Torej, zavest je vedno nekako v ozadju, nikoli ne more biti objekt. Včasih, da ljudje malo lahko dojamemo, kaj s tem mislim, včasih rečem, namesto da razmišljate o zavesti, razmišljate o prisotnosti. No, zavest je nekako sinonim za prisotnost. Ne more biti prisotnost, kaj to? Ni nič, če ni nekaj prisotnega. Torej, mora biti vedno nek objekt, da lahko govorimo o prisotnosti. Isto je zavest. To so tudi govorili že fenomenologi in eksistencialisti, da je zavest vedno zavest nečesa. Torej, vedno je neka pojavnost, ali je tudi ta šalica, in zavest je tam. Jaz vem, da šalica je. Kako vem, da je zavest tam? Če ni bilo zavesti, ni bilo šalice. Torej, jaz ne morem reči, da vidim zdaj zavest pred seboj. Vem, da je zavest tukaj in šalica tukaj in da so skupaj. Zdaj zavest ne bom nikoli mogel pred seboj dati. Lahko pa razumem, lahko dojamem, da zavest je, zato ker sem vedno bolj dojamem to splošno doživljanje. In v doživljanju vidim šalico, oziroma vidim zdaj ta računalnik in to kamero. In lahko jaz razumem in dojamem, da zavest mora biti prisotna. Zdaj tukaj je čisto dosti, da tako ostane. Ker moramo začeti dojamljati, da vsak objekt, vse, kar mi doživljamo, je znotraj nekega večjega konteksta, nekega večjega polja, nekega večjega ozadja, ker je nekako za nami. In za tega ljudje to dojamemo, to vsak človek spoznava, ker drugače če ne bi nekako dojelo, spoznalo, potem ne bi nikoli mislil, ne bi nikoli govoril, jaz sem. Ampak problem je, da medtem ko neveden človek in prebujeni človek, oba imata dojameta, da so stvari tam in nekaj, ki je ozadji. Sem problem pri nevednem človeku je, da ne razume to ozadje in ki ne razume, se tako začne identificirati. Zato pride do tega, da se jaz sem. Samo ko gledam, kaj je to jaz, če se nazaj pogledam, ne morem nikamor. Še zmeraj potem, jaz nekaj gledam, zdaj jaz je tukaj, če pa poskušam pogledati, jaz pa se obrnem, še zmeraj nekaj drugega, ki je v ozadju, in potem nekaj drugega, potem jaz. Torej, bolj ko se umikam stran, ali pa, če drugače povem, lahko sem jaz zavesten tega računalnika, pa se jaz zavedam, da gledam računalnik, potem se pa tudi zavedam, da se zavedam, da je računalnik. Torej, lahko gre celo nazaj, ampak ne moreš pa čisto ujeti zavesti kot samo po sebi. Tako da je zaradi tega nerazumevanja pride do identifikacije. Enako tudi z vsemi čuti. Na primer,
oči ne morejo videti svojega očesa, ker ne moreš. Torej, zaradi tega se mi identificiramo nekaj, kar je tukaj, z očmi. Tudi ušesa ne morejo poslušati sebe, ali pa jezik ne okuša sebe. Torej, to pomeni, da vse te stvari so nam nekako v ozadju, oči so definitivno v ozadju, ker jih svojih oči ne vidim. In zaradi tega potem pride to do identifikacije. No, na isti način zavest. Torej, vedno je tam nekje v ozadju, ne moremo pa pred seboj dati. In vse te stvari, vse te skupke, torej vse teh čutil plus zavest, s tem se mi največ identificiramo. In zaradi te identifikacije oziroma te domneve, da jaz sem, mi tega resnično ne vemo, mi bolj dojamemo, je to predpostavka. Zaradi tega potem tudi nam povzroča veliko dvoma. Če bi bilo 100% jaz sem, potem se mi ne bi spraševali teh eksistenčnih vprašanj, ne bi šli v depresijo, ne bi nikoli trpeli. Ampak ker trpimo, ker čutimo neprijetnost, ker ves čas iščemo, ves čas bežimo, to pomeni, da ta zatočišče, ki jo jemljemo tako samoumevno, ni ravno najboljše zatočišče. Ta domneva, da jaz sem. Zdaj pa je treba, kaj pa zdaj, Torej, eni bojo šli reševati specifične probleme na specifičen način, bolje pa rekel, ne, jaz bom pa reševal korenino vseh problemov, tale sad, vir vseh problemov. Ne na specifičen način. In kot smo rekli že na začetku, spoznavati ta splošno naravo pomeni, da moramo mi reševati na splošen način, ne na specifičen način. Začnemo dojeti s pozornostjo to dojemanje in zaradi tega nam s tem potem postane bolj jasno, kako je oziroma doživljanje strukturirano, da ne more zavest obstajati sama po sebi. In da je vse stvari, s čimer se mi identificiramo, ni zdaj neka stvar, ni zdaj neka enota, ampak je le struktura, tvorba, ki je ustvarjena, ki je skupaj spravljena, ki da omogoča doživljanje, da sploh do doživljanja pride. In zaradi tega, ki je strukturirano in ki je prišlo skupaj, tudi razpade. Torej ni nobene same stvari, ene enote, neko bit ali sebstvo, ki je ločeno od drugih stvari, neodvisno od drugih stvari, ki obstaja sami po sebi in da bi bila potem večna, nemenljiva stvar. Naprimer, mi poznam pod besedo duša. Kot da obstaja zdaj neka ločena, kakšen mehurček, s katerim se lahko mi identificiramo. Torej, še enkrat, lahko nekdo to verjame, samo ta vera domneva v dušo in v stabilnost duše bo le vir vseh neprijetnosti, vseh nelagodja, vseh tavanj naokrog z različnimi vprašanji in kar tudi povzroča veliko tesnobe in druge neprijetnosti. Tako da, zdaj pa malo v zavesti. Zavest je vedno prisotna česa. Zdaj imamo tlele, imamo zdaj zavest in zavest je vedno zavest nečesa. Ta stvar, rečemo, da se nekaj pojavi, neka pojavnost. Torej, v vsakdanjem življenju je vedno neka pojavnost. Ne more nikoli, da ne bi bilo pojavnosti, nikoli ni, da ne bi bilo zavesti. Torej doživljanje na splošno lahko zdaj razdelimo na dva dela. Zavest pa na nek fenomen. Dajmo reči tako, fenomen pa zavest. Fenomen ali prisotnost, kakorkoli že. In zdaj mora biti vedno te stvari so med seboj soodvisne. Torej zavest
je zdaj zavest nečesa. Če ne bi bilo zavesti, ne bi bilo tega fenomena. In če ne bi bilo fenomena, ne bi bilo zavesti. Torej, so med seboj soodvisna. Torej, zavest pogojuje fenomen, fenomen pogojuje zavest. Torej, če ena od teh izgine, tudi drug izgine. Kot da bi postavil dve karte, ki se med seboj naslanjata. Če gre ena karta dol, tudi druga dol pade. Torej, to pomeni, da je nemogoče, te dve stvari skupaj tvorita splošno doživljanje. In če se bi zdaj mi identificirali s fenomenom, je potem tvorjeno zaradi zavesti. Zavest gre v svojo naravo, se spremeni. In se tudi izgine in spremeni fenomen. In enako, če bi odstranili fenomen, bi tudi zavest izginila. Torej, s čim se bomo mi zdaj identificirali, z zavestjo ali z fenomenom, kakorkoli se identificiramo, bo sigurno prišlo do konstantnega problema in razočaranja. Zdaj pa lahko še malo bolj analiziramo, kaj tale pojavnost, fenomen. In tudi to je tudi strukturirano. Vsaka stvar, ki se nam pojavi, ima seveda, rečemo tole, mi nekaj vidimo. Torej, vidimo, zdaj verjetno gledate na svoj računalnik, video ali pa kakšno drugo zadevo. Torej, sigurno gre za neko stvar. Torej, ima neko trdnost, ali je tekočnost, ali zračnost. Torej, so ta snovnost. Je snov. In Buda rekel, so 4 osnovni elementi za snov. To je ogenj, voda, zrak, zemlja. To so najbolj splošne stvari in mi ne moremo te stvari dojeti, so tako direktno. Tako da neka zemlja daje trdnost, voda element je tekočnost, potem imaš zrak, zrak je, si že pove, tale veter pa zrak na splošno. Potem pa tudi ogenj, ogenj da pa to toploto, regulira, mrzlo, toplo, da življenje. To je za snovnost, to je za en element, ki tvori fenomen. Drugi faktor, ali mi pravimo agregat, so občutki. Torej, vse, kar mi doživljamo, ni samo enostavno neka materija, ampak se vedno čuti. Čuti pomeni, so samo 3 občutki, ni četrtega. Torej, prijeten, neprijeten, pa nevtralen. Pri občutkih ne gre za čustva, se počutim žalostno in tako naprej. Ne, občutek je res samo prijeten, neprijeten, nevtralen. To je pri vsakem doživljanju prisotno to. Če ni neprijeten, je potem prijeten, ali pa nevtralen. Torej, niso nikoli prisotni vsi 3 hkrati, ampak vedno eden prevlada. Tako da je tudi tu zanimivo pri občutkih, da ne moremo mi samo govoriti o prijetnem občutku in samo misliti, da lahko doživljamo samo prijeten občutek. Prijeten občutek mora obstajati zaradi neprijetnosti. Torej, enako kot noč pa dan, mi ne moremo dojeti dan, če ne bi bilo noči. In tudi ne moremo dojeti noč, če ne bi bilo dneva. Torej, prijeten občutek pomeni samo odsotnost neprijetnega in neprijeten občutek pomeni odsotnost prijetnega. Pa vmes je tudi še nevtralen občutek. Potem imamo še tretjo kategorijo, tretja skupina agregatov, ki jo pa pravimo zaznava. To pa zaznava s temi svojimi 5 čutili. Mi lahko zdaj stvari ne samo seveda vidimo, slišimo. Torej, da jaz slišim, ti imaš malo drugačen objekt, kot da bi zdaj objekt videl. Torej, mi potem to domneva združi skupaj,
in si pravi, jaz to stvar, ki jo gledam, tudi hkrati poslušam. Tako kako dva objekta združena v eno, čeprav se uporablja dva čutila in vsak čut dojame svet na svoj način, skozi svoje čutila. Torej vse stvari, ki jih vidimo, ima seveda tudi oblike in zaznavamo svetlobo in tako naprej. Torej vsako doživljanje ima tudi zavedanje. Četrti faktor se pa reče sankara v paliskem jeziku ali je sprevajan kot tvorba. Tvorba pa pomeni to, to je pa malo težje razložiti, ampak ni dosti samo, da je objekt prisoten, da je neka snov, da jo mi čutimo in da jo mi zaznavamo, moramo nekako zadevo tudi prepoznati in dati neko ime, nekako tvorjeno. To vsako stvar, ki mi prepoznamo, je seveda tvorjeno, da mi lahko razumemo. Če jaz bi imel samo neko šalico presepane, mi vemo, zakaj je. Da je da se da noter tekočino in da se pije iz nje. Torej je za kavo ali za čaj. In ker vidimo, zakaj je namenjena ta stvar, ji rečemo šalica. Torej vsaka stvar, mi jo potem imenujemo, je nekaj za nas, ima neko namenskost in zaradi namenskosti prepoznamo, kaj ta stvar je. Torej ta stvar sama po sebi ni nič, čisto nič, kot skupek nekih elementov, ki tvori ta zadevo in da nek pomen za nas. Torej tudi različno, lahko isto zadevo, ampak je samo ta zadeva mogoče v drugačnem okolju, pa že spremeni se njen namen, pomen. Torej, zato ker vsaka zadeva je v situaciji in vsaka situacija ima neskončnost pogojev in neskončnost možnosti in zaradi tudi to lahko potem tvori to stvar, ko jo dojamemo. V glavnem gre za prepoznavanje zadeve, da ji da vsake zadevi neko ime in namenskost. Tudi če bi zdaj gledali nekam zunaj, pa ne bi vedeli, kaj pa je to, ne vem to, kaj je to. Zdaj pa, kako pa tam pride namenskost. Tudi tu je že namenskost, ko mi označimo kot neznani objekt. Torej, tudi to je že tvorjeno skupaj in smo jo označili kot neznani objekt, ki mi ni jasno, zakaj se gre. Tudi to ji da neko bitnost, neko ime. Torej imamo zdaj te 4 faktorje, ki se rečemo fenomene, in plus ta agregat, ki pravimo zavest. Torej vsako doživljanje ima te 5 agregatov. Nima 6. in nobene ne manjka. Torej v vsakem trenutku, ko smo budni, ko doživljamo stvari, so te agregati prisotni. In te agregati so čisto okej in normalni. Problem pa postane, ko mi ne razumemo te agregate in mi mislimo, da je vsaj nek jaz, sebstvo, ki je izolirano od teh agregatov. Da ima neko bitnost samo po sebi in to je potem vsek problem. Ker ničesar ni izven teh 5 agregatov, kot je Buda rekel. Tako da tudi zdaj lahko malo vidite, kaj mislimo, ko govorimo o kontemplaciji. Torej ne bomo zdaj mi kontemplirati zadeve samo tam nekam izven nas in vse analizirali in hkrati ne vključili svoje opazovanje. To pomeni, če to povem z drugačnimi besedami, kako znanost raziskuje zadeve, da gleda na nek objekt in analizira. Sebe se pa izključi ven in pravijo, da gledajo zelo na objektiven način.
Kot pa ste zdaj videli, ko govorimo o agregatih, da ni nič drugega, kot so teh 5 agregatov. In tukaj ne gre za zunanjost od mene ali notranjost od mene. Kaj je za teh agregatov notranje zunanje? Ni. Torej, teh 5 agregatov vključuje vse skupaj. Karkoli mi imamo, zunanje in notranje, ali svet, ali jaz, teh razlik ni. Torej, gre za najbolj splošno doživljanje in doživljanje splošno obsega vse, kar imenujemo notranje, zunanje, preteklo, prihodno, sedanje, ni važno, vse je vključeno v to doživljanje. In zaradi tega moramo tudi na tak način raziskovati. Torej, da ta znanstvenik vključuje tudi sebe v to raziskovanje in le na tak način bo lahko razumel, kako pride do doživljanja in tudi to, da sploh ni potrebe po tej domnevi, da jaz sem, in ko vidi to, tudi to opusti in s tem opusti marsikatere druge probleme, dvome in trpljenja in tako naprej. Tako da, zdaj že nekaj časa govorim, če so stvari, to se zdaj, kako hočem reči, enih najbolj splošno učenje od Bude in vse je osnovano na tem, kako razumeti vse te 5 agregatov ločeno, tudi razumeti in potem dojeti, kako so te stvari med seboj soodvisne, in potem lahko dojamemo, kaj pomeni opustitev, ker vidimo, da če ne opustimo, če se držimo nekaj, kar je nemogoče se držati, povzroča le neprijetnost, trpljenje, nemir in vse druge probleme. Tako da, če ima pa kdo še kakšno vprašanje, pa prosim, pišite, ali pišite meni osebno, ali v komentarje, pa potem z veseljem odgovorim. Kot vidite, koronavirus ne bo še izginil in to je zdaj tak način učenja, na katerem sem z veseljem na voljo. Torej, zdaj osebnega srečanja je manj, pa tako bo verjetno tudi ostalo, pa smo se tudi že tudi navadili uporabljati malo tele elektronski način pogovorov. Tudi zato, ker že tudi prej, tudi izven koronavirusa, marsikdo ni mogel priti do samostana, pač zaradi nedostopnosti ali zaposlenosti. Tako da z veseljem sem tukaj na voljo, lahko odgovarjam na vprašanja, tako da le izkoristite to priložnost in vprašate, tako da če vas zanima karkoli, dajte, zdaj imate to na voljo, pa hkrati tudi meni pomaga, da potem ne govorim kar nekaj trikrasne, pa da ne izgubim stik z vami pa z realnostjo, koliko lahko razumete in mi sledite, da ne bom vas preveč vodil med drevesi, pa se potem čisto izgubimo, kje smo, da smo v gozdu. Tako da srečno in bomo v kontaktu. Srečno.